doktorja antropologije, teologa, sociologa, kot človeka, socialnega delavca, kot psihoterapeuta, kot raziskovalca na inštitutu doktorja Antona Trstenjaka, kot predstojnika tega inštituta. Pa vendar bi te jaz na začetku najprej vprašal, daj nam kaj povej, kdo je Jože Ramovš, kje se je rodil, v kakšni družini, kaj je počel kot otrok in tako naprej, kakšne vragolije si je zmišljeval ali kaj podobnega. Skratka, nekaj takega o sebi, pa tudi kaj te je potem oblikovalo, kaj je v tebi, bi rekel, spodbudilo tisti globok čut za človeka, še posebej tistega, ki je v stiski in potrebi. Ja. Dani, torej vprašanje, kdo si je, pa če prvi osebi, kdo sem jaz, ni tako lahko, ker te naknadna vprašanja o življenjski poti, pa o tem in onem človeku, pa kjer sva se spoznala, to so lažja. Medtem ko vprašanje, kdo in kaj sem jaz, kdo in kaj je človek, to je eno in edino vprašanje antropologije. Sister Trstenjak, moj učitelj, z njo ukvarjal, to je pa težko vprašanje, pa ni treba na njega odgovoriti, po moje ne vam, ne meni, zato ker ena dobra definicija med približno, recimo, 500 odgovori na vprašanje, kdo je človek, je totale, človek ni samo tisto, kar že je, kar je bil in že je, ampak tudi tisto, kar še bo. Človek je razvojno bitje. In če že hočete, razvojno bitje brez meja, kot oseba in kot skupnost. To pa pomeni, da je boljše odgovarjati na to, kako smo se razvijali. Jaz recimo, ali pa tisto, kar je v moji domeni do zdaj, kot pa dokončno reči, jaz sem to pa to. Na tej točki, recimo, ki je pa poudaril Benjamin, da je družina in življenje se trudi za medčloveško sožitje, za odnose, za katere je vredno živeti, to se pravi, so bistvena sestavina smisla življenja, tukaj pa delimo 100%, to pa rečem, to je tudi moja identiteta. Če pa na ono vprašanje odgovarjam, midva sva se spoznala v gimnaziji, jaz malo starejši, v Želiblen in letos je točno 50 let od mature prve maturanta v Želiblen, to je prva zasebna gimnazija bila, zdaj jih je več, takrat je pa bila 69. leta prva v Sloveniji, to je bila prva matura, jaz spadam k tisti generaciji, čeprav nisem bil takrat star 18 let, ker če bi bil pred 50 leti star 18 let, potem bi bil zdaj star 68, tako sem pa 72. Jaz sem šel med gimnazijo k vojakom, pa še v hodu k vojakom in ob odhodu so se mi leta križala, pa vmes sem eno leto ali 2 leti delal v službo imel in tako naprej, tako da sem bil v maturi star pravzaprav 22 let in več, 23. Tako rekoč. No, tam sva se spoznala, to je bila privatna gimnazija Salesijanska, ki je še zdaj v Želibnem, samo oni štejejo gimnazijo takrat zdaj, odkar je v mreži javnih šol pa gimnazij. Takrat ni bila, takrat je bila res zasebna, privatna, ki ni bila veljavna. Imeli smo pa dobre profesore, nekatere recimo, ki sva ga imela verjetno skupnega, ravnatelj je bil, doktor Dermota je bil velik pedagog. Prednje je prišel v Slovenijo, Trstenjak ga je pripeljal nazaj, ker sta bila rojaka, Prleka. Dermota in Trstenjak ga je pripeljal nazaj v Slovenijo v zrelih letih, takrat je imel Dermota blizu 60, čez 50, ki je nazaj v Slovenijo prišel. Do takrat je on poučeval pedagogiko, mislim, da na 7 univerzah v 7 evropskih državah. V Franciji, v Nemčiji, v Avstriji, v Italiji, v Španiji, mislim in na Portugalskem.
in do takrat. Tako da je bil zelo veljavljen in je dober. Midva sva bila velika prijatelja. Jaz sem njemu cele počitnice njegova skripta razmnoževal, ker takrat tisto, kar se je dalo tiskati, ni bil tak tisk, kot je zdaj, je bil ciklostil. Jaz sem pa v tiskarni delal, v študentskih cajtih, tudi poznaj veliko, in sem rad razmnoževal, vezal in sem mene 300-400 skript razmnožil, debelih 400 strani o vzgojnih sredstvih. Te knjige ni danes več, pa je škoda, to je izjemno prodorna knjiga, kaj nas vzgaja, zgled, okolje, vzdušje, navdušenje. To so med prvimi od 40 vzgojnih sredstev, ki jih je Dermota zelo. Pedagog Dermota, ki je bil najin ravnatelj v gimnaziji, me je tudi seznanil s Trstenjakom, takrat je Trstenjak pripravljal veliko knjigo Psihologije osebnosti, ki je šla potem 69. pa 71. pa 70. leta in je Dermota dobil del te knjige, ne 200 strani, pa nam je potem delil, meni pa še kakšnem. Tako da imam na tiste čase lepe spomine, pred 50 leti in več, pa malo manj, študijske, delovne. Ljudje, ki človeku veliko dajo v mladosti, seveda največ starši, pa bratje, pa sestre, pa vrtec. Prej smo v Cankarjevem domu, je bila okrogla miza od 2 do 4 o jeziku za staranje. Pa je bila ena, za okroglo mizo, ki sem je vodil, je bila ena ravnateljica vrtca, ki je šla pred pol leta v pokoj, je tako lepo govorila o tem, kakšna dediščina je lep, plemenit, bogat materin jezik. In Trstenjak je vedno rekel, največja dediščina, ki je lahko starši, s tem pa tudi vzgojitelji v vrtcu, učitelji v šoli in vsi drugi, kultura, zakonske skupine, ki jo lahko dajo otroku majhnemu, od rojstva naprej, pa vsaj do pubertete recimo, je lep, bogat, plemenit materin jezik. Tako da vidite, podobno je tudi z usmeritvijo življenja. V življenje tako, za lepo sožitje, pa za rast človekove osebnosti, kadar je lepo in kadar je krvno. Kadar je prijetno, kot je recimo, ko smo prepevali, Dani je igral že takrat na kitaro, če se ne motim, pa tako naprej, pa smo prepevali, pa je bilo dobro vzdušje, ali pa recimo zame po tistem 2-3 leta, ko sem zbolel in sem bil vsega skupaj 2 leti recimo v bolnici na Golniku, vsega skupaj so mi pol pljuč odrezali, pa ni prijetno. Ko vsi okrog tebe umirajo, približno s tako boleznijo, pa si star 23, 24, 25 let, ni prijetno, vendar pa te temeljne vrednote, o katerih govoriva, ki ti dajo ljudje od staršev, družine, pa potem vsi naprej, tudi v srednji šoli, takili kvalitetni profesori, pa potem več študije, vzorniki tudi v znanosti, vzorniki v sociali. Recimo zame je recimo Peter Opekar, če sem socialist, to je moj osnovni poklic, s katerim sem 42 let kruh služil, socialni delavc, ki je zdaj zelo nam so slovenska sociala, smo prej zunaj s kolegico klepetala. Če imaš cel življenje vzornike, recimo Krek, izpred 100 leti, ali pa zdaj med živeči, ali pa Žan Vanje, ki je umrl pred par meseci, a ne v visoki starosti, svetovni, ali pa Peter Opekar zdaj, so se tudi lepo zmeraj srečali, kadar so se, taki človeku veliko dajo. Zato iz tega uvoda tvojega, kdo si, tisti, ki v mreži
človeških odnosov v tem medmrežju, kot se danes lepo reče. Če jaz sam samo sebe delam, se bom sesul. Če samo na druge računam, jih bom posiljeval ali pa izsesal, eno ali drugo. Če pa računam na sožitje, na umestno, na medsebojnost, na socialni teden, kot je zdaj, na identiteto mojo in identiteto tvojo, pa elipsasto, spiralasto kroženje spoznanj, čustev, izkušenj in tako naprej, potem pa smo vsi učitelji in vsi učenci, razlike nas pa bogatijo in s tem nekako bi rekel, v to smer smo dobivali po moje pobude, ne vem, če imaš ti drugačne dane, drugačne izkušnje, ali tudi v to smer dopolni me ti, ker jaz sem dolgo nekaj klepetam, pa ne vem, če je kaj odgovora na tvoje vprašanje. Hvala, je odgovor. Mene je predvsem zadelo tisto, ko si rekel, da človek ni samo to, kar je, ampak tudi to, kar bo. Se pravi, danes ne morem reči točno, kdo sem, ampak tudi kdo bom. Vprašanje pa je res, kako se danes gradim, oziroma čemu dovolim, da me gradim. To je bilo pa zdaj na koncu povedano. Torej, jaz nekako bi rekel naslednje. Tvoja matična družina, pa sedanja tvoja družina, so kakšne povezave. Mi govorimo veliko o družini, o odnosih, o teh, bi se reklo, vplivih, ki jih imamo starši na otroke, ali pa ki so jih imeli starši na nas. Veliko govorimo tudi o tem, kako pravzaprav otroci ali gredo ali ne gredo po tistih naših stopinjah, pa so tvoji otroci šli po tvojih stopinjah, oziroma vemo, da tvoja žena Ksenija je tle skoraj naša soseda, doma iz Čateža, in gled, ti si tudi Dolenc, kaj je pravzaprav ta dolenska duša, kaj je to pomenilo tudi v vajinih otrocih in v tvoji družini? Ja, paralele gotovo so med rodno družino in med lastno družino. Recimo pri meni, to je najbolj tako otepljiva paralela. Pri meni smo bili 4 otroci v moji rodni družini, 3 fantje pa sestra. In smo še živi vsi. Pri Kseniji so bili tudi 4, tudi 3 fantje pa eno dekle Ksenija, tukaj dol v Čateških Toplicah, in mi dva imava tudi 4, 3 dekleta in enega fanta, tako da je paralelizem, in tako, ko bi rekel, simetrija je lepa stvar. Čeprav je tudi nesimetrija lepa, nisem nič zaljubljen v simetrijo. Kaj si... A ja, Dolensko, jaz rekel, ja, na Dolensko. Zdaj, če kdo ni Dolenc, tam čez, iz Štajerske, ker mi dva sva z te strani, Save, jaz sem iz Šentruperta na Dolenskem, Gormirenska dolina je že bolj dlje od Save, medtem ko tukaj, ki pa Ksenija doma je pa tik ob Savi, tukaj da kamen vržeš lahko v Savo, tukaj je pa napetost med Dolenci in nedolenci in verjetno nekdo z one strani Save, zato ne vem, ali je dobro pripovedovati tam lokal patriotizem Kranjcev, ker tiste, ki ste z one strani, lahko nastane pretep. Tega pa ne bomo, Sem se pa zapomnil to z vaših krajev, takrat ali pred poroko ali po njej je nekdo pripovedoval tukaj iz Brežic, iz Čateža, anekdoto o Dolencih in nedolencih, ki seveda je narašel Štajercev. Da je prišel Dolenc iz te kranjske strani, tjače so Brežice v trgovino, pa je trgovki rekel, ko je kupoval perilo 7 gat. Trgovka se je v Brežicah tam na štajersko stran za glavo zagrabila, kaj pa te 7 gatami. Pa je bilo to po vojni, so bile predavanja o higijeni, ne o odnosih v družini, pa o tem, ampak o higijeni. Takrat so bila gesla posod, če bi ta dvorana bila takrat že dvorana, ampak je bila ena ruševina, kot je pripovedal, bi tudi pisalo, ne pljuvajte po tleh. Takrat je v vsaki dvorani, v vsaki učilnici, v vsaki čakalnici
pisalo ne pljuvajte po tleh. Jaz to še pomnim, ko smo hodili na izlete, takrat je bila higiena v spredju. In Dolenc je rekel, veste, gledajte, mi imamo zdaj higieno, se učimo o higieni in je ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja, 7 gat. In mu je dala 7 gat, je plačal pa je šel, zanimiv bil pa Štajerc, je pa rekel 12 gat. Rekal ste vsi znoreli, zakaj pa vi 12? Pa je rekel, se veste, januar, februar, marc, juni, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 gat. Veste, vse isto anekdoto najbrž Brežičani pripovedujo na račun Kranjcev, tako da lahko obrnete, če komor. Ampak dejstvo je, da pravzaprav tudi pokrajina naša nas določa. Ta mehkoba gričev ni nujno, ali je trta, ali so breskve. Tukaj gor pri Svetem Duhu na Velikem Trnu hodimo vsako leto po breskve, takele natur, ki še zdaj vsako leto in jih za Ljubljani zase in za vse druge ene 100 nakupimo pa znesemo. Lejte, ta mehkoba, ta von po breskvah, po grozdju, po marsiče, po travi, po poljih, ostane v duši. Trstenjak, moj učitelj, je veliko dal na značaj slovenski in pokrajinski. Ali je to toliko res, ali je malo manj, ni važno. Ampak dejstvo je, da ta cela slovenska pokrajina in Štajerska in Dolenjska in še marsikaj je podobna. In ta na nek način mehkoba, ki je pa kruta včasih, ni plodna. Zemlja po teh hribih, tudi jaz sem skribal doma, je trda, ilovnata, skromna. Dol, čist, ki je ob Savi ob ravnini, je nekaj zelo plodnega, panonskega, pa v Prekmurju. Drugače treba pa fejst delati, fejst gnojiti. Tako da je z ene strani mehkoba, domoljubna mehkoba, zakoreninjenost, v to zemljo se rastline in ljudje dobro zakorenimo. Vendar pa moramo trdo delati. Tako da k temu socialnim vrednotam spada delo, trdo delo, vztrajno delo, ne samo na zemlji, da rodi, pa še so bili ljudje celo zgodovino lačni, ampak tudi delo na sebi in na sožitju. Na mreži medsebojnih odnosov, na tej medsebojnosti. Tako da nasproti med ono stranjo Save, Štajersko in to Dolenjsko ne vidim praktično nobenih. Jaz po celi Sloveniji sem vedno veliko potoval. Mislim, da sem po Sloveniji naredil z avtom več kot za 15krat okrog ekvatorja kilometrov, ker okrog ekvatorja je 40 000 kilometrov. Z enim avtom sem pa naredil čez 400, samo z enim. To pa pomeni, da gotovo za ne 15krat, 20krat okrog zemlje po ekvatorju, tam, ki je najbolj debela, sem po Sloveniji naredil v tistih 40 letih, ko sem delal veliko na terenu, zdaj malo manj, pa tudi še. In cela Slovenija je meni enako domača. Cela, od tiste najbolj špičaste Triglava, ko radi gremo gor, pa do ravnine Prekmurja smo bili, pa seveda najbolj domača nam je pa ta Dolenjsko-Štajerska. Tako da nas zaznamuje, mislim pa, da v dveh stvarih. Ena je mehkoba, v katero se lahko zakoreniniš, vendar pa ta mehkoba ni tako sama od sebe rodovitna kot panonska črnica. Ampak je treba trdo delati in je gnojiti. Kaj pa najbolj gnoji? Zemljo medsebojnih odnosov pa oblikovanja značaja gnojijo praktično samo izkušnje. Lastne in izkušnje drugih, kadar jih pijemo. Vidva sva govorila o tistih izpred 50 let in več, a ne? Vendar pa dobre.
Kaj pa slabe? Slabe izkušnje so pa gnoj. In ko pustimo, to je človeška modrost, da slabe izkušnje drugih, družbe, skupnosti, države, cerkve, moje družine, moje preteklosti, sedanje, ko jih pusti na kompostu, da pregnijejo, potem tudi slabe izkušnje postanejo dobre, postanejo kompost, ki gnoji to ilovnoto dolenjsko in štajersko zemljo, da tudi rodi. Tako malo prispodobi. Bravo. Tole sem razmišljal. Že v naslovu smo napisali tega nocojšnjega večera, da za vsak pralni stroj so navodila, kako s pralnim strojem, kako ravnati tako in drugače, a ne? Za medsebojne odnose jih pa ni, ali kao, da jih ni. A res jih ni, ali so, pa smo jih spregledali, ali smo jih pozabili, ali se nam ne ljubi, da bi se pozanimali, ali si ne vzamemo dovolj časa, nas nihče ni poučil, ker nekdo je rekel, da nevednost marsikdaj botruje tragedijam. Mi vemo, da vsi odnosi tudi niso dobri, da marsikje so odnosi zelo zapleteni, zelo zaštrikani in to po družinah, se bratje in sestre ne morejo med seboj, ali pa starši, ali pa tisto prislovično snaha, tašča in podobne reči. Se pravi, kaj pa je mogoče tisto, kar bi nam lahko pomagalo odkriti navodila ali pa neke vrste pot do dobrih in zdravih odnosov? Ja, ta prispodoba o pralnem stroju je meni tudi zelo zgovorna, da imamo dovolj pralnih strojev, več kot jih rabimo, ker jih trgovine imajo na pretek in so zmeraj reklame zanje in vedno so novi in vedno boljši. Vedno boljše perejo, pa lažje na njih prati, pa bolj so ekonomični. To se pravi tehnologija za doseganje materialnih vrednot življenja, recimo vrednote čistega perila, zelo napredujejo. Če pomislite, tisti, ki ste recimo blizu mojih let, malo mlajši, ali kaj takega, so te še spomenili morda pred letom 70, ko se je pralo na perivniku, so rekli, ali na potoku, težko delo. Ali pa boljše perilo srajce na štedilniku se je kuhalo pa bele prtene. Nekateri kimate, imate še to v spominu, večina vas pa tega ne pomni, ker okrog leta 70 so naša gospodinstva po Evropi dobivala prve pralne stroje in v enih 5 letih je povprečno gospodinstvo imela pralni stroj. In če primerjamo zdaj življenje moje matere, po mojem otroštvu, pa vseh babic nazaj, do poledenitve pred 10 tisoč leti, ko je tukaj bil led. Led je segel na Krško ravnino, a ne? Dol iz Save, od Radeč. Je segel. 30 tisoč let so ljudje vedno brali. Na nek način. In nikoli ni bilo nobenih navodil, ne na perivniku potoku, kako naj perejo, ne nad štedilnikom, kako naj perilo skuhajo in tako naprej v lugu, kako prati. Mi smo pravzaprav prva generacija, ki se mora prati naučiti. Navodila je treba prebrati. In če ne prebereš navodil, ima toliko programov, morda je še kdo poleg mene, ki če gre na pralni stroj, zame je tam kar precej tabu, v drugi stvari bolj delam, medtem ko tam je pa tako, ker ne bom pravi program dal in bom zapravil. Ali ne bom opravil, ali bom pa zapravil. Drži. Navodila so danes pomembna. Zakaj? Zato, ker tehnologija za doseganje materialnih vrednot, čistoča, osebe, perila, prostora je samo prispodoba. Isto velja za celo materialno življenje, za promet, za industrijo, za vso proizvodnjo. Je v našem življenju, teh 50 let, odkar nismo mladostniki več, toliko napredovala
bolj napredovala kot prej 10.000 let. Orali so zadnja tisočletja, odkar so orali približno enako. Danes pa orjemo tako, da bi Prešeren ne prepoznal oranja. Bi pa prepoznal oranje tako, kot je moj oče oral. Jaz se spomnim, ko smo mislili, da do leta tam nekje 52. Smo dobili nov plug, veriga lesce. Še zdaj vidim zelen plug, za konje, za voli, čist zelen in je bila gor plehnata etiketa gor prinetana, veriga lesce jih je delala. Glejte, ta plug ni bil bistveno drugače od rimskega. Vsak rimski senator, ki bi bil istočasno tudi kmet, bi ga prepoznal. Prešeren in rimski senator pa ne bi prepoznal traktorja, če bi ga od spredaj pogledal, da je to sredstvo za orati plug, ki orje 2, 3, 6 brazd. To pa pomeni, da napredek v vsem materialnem svetu od pranja perila je tako neskončen. V naši generaciji, deležni smo ga pa tam od leta 70, ko smo gradili veliko, pa do leta 2000, ena generacija, več kot prej tisočletja. Pripravljal se pa ta napredek 200 let v industrijski revoluciji, od odkritja parnega stroja, recimo, tam od Prešernovega rojstva naprej. Istočasno se pa ne da delati dve stvari. Ena plat medalja za kakovost življenja je materialna varnost, da človek ni lačen, da ga ne zebe, da ima streho nad glavo. To vse, kar k temu spada. In celo zgodovino človeštva, vemo, po okostih so ljudje bili lačni. Večina ljudi je bilo celo zgodovino lačnih. Naš organizem ima vdelanih enih 50 obrambnih mehanizmov za preživetje v hudi lakoti. Za preživetje v obilju, kadar pa preveč jemo, imamo pa samo enega, dva. Inzulin pa komaj še kaj. Zato da pa, če človek premalo dobi, pa da preživi bistvene stvari, srce, pljuča, osnovne mišice, sklepi, presnova, možgani, gledajte, to je pa bioloških mehanizmov 3 najmanj. Že to pravi, da pravzaprav ta materialna beda, ki je skozi vladala, da je pol dojenčkov umrlo v prvih letih. Že to kaže, da je teh 200 let človeštvo, ko je lahko razvijalo svojo pametjo, tehnologijo, orodja, pripomočke, da ne bo lačno, da ne bo zeblo po zimi, da ne bo zmrzavalo, da bo imel streho nad glavo, da ne bo mokro, da je to velik, če že hočete, božji dar ali pa velik razvojni dosežek, ki ga nikoli ne bomo mogli dojeti. Ne da se pa dve stvari delati, ne morem na dve nogi naenkrat stopiti. Jaz zdaj stojim na dveh nogah, ampak mirujem. Če hočem pa iti naprej, dinamično razvijati, bom pa zmeraj stal na eni nogi. Glejte, zdaj na eni, pa zdaj na drugi, pa zdaj spet na drugi, na obeh. To pa pomeni, da razvoj, napredek je vedno enostranski. Z eno nogo. In če rečemo, da gre razvoj človeka, pa sožitja v družini, v službi in v celi družbi, v celi skupnosti po dveh nogah, ena je materialna varnost, ki da zdravje pa daljše življenje, druga je pa kakovost osebnosti, da mi je koža prav, da sem relativno zadovoljen človek, srečen, če že hočete, in da imam osnovno usmeritev v gradnjo odnosov. Da oblikujem, gradim odnose take, za katere je vredno živeti,
ker brez odnosov se življenje ruši. Ljudje smo bolj socialna bitja, kot mislimo. Veliko bolj. Ta druga noga, osebnost in odnosi pa tek 200 let v znanosti, v vsem v družbi ostala zadaj. Mi nimamo danes slabših odnosov kot v Prešernovem času. Imamo malo boljše. Imamo pa 100-krat boljši materialni standard, od pralnih strojev z navodili vred, kako se pere, do vsega drugega, do informacijsko-komunikacijske tehnologije, a drži, v žepu vse knjižnice sveta, tako rekoč. Kdo je lahko? Leonardo da Vinci pred 500 leti lahko sanjal, da bo imel vse znanje v žepu, v mobitelu? Pomislite, a ne? Medtem ko vsa znanost, človekova zavest, povprečnega človeka v družini, službi in družbi in znanstvenikov vsega, je to nogo razvoja osebnosti, od katere je sreča odvisna, pa medsebojni odnosi je pa zanemarila. Zdajle, po letu 80-90, ko se začela demografska kriza, staranja prebivalstva, naše generacije, po vojni baby boomerjev, smo rojeni od 45 do 68, do seksualne revolucije, mi pa nismo hudih stvari utrpeli, ampak smo smetano pojedli zadnjih 200 let materialnega obdobja. Istočasno smo pa delali vse po svoje. Revolucija je vrgla vse vrednote tradicije z oltarja. In je vrgla z oltarja vse socialne vrednote, medsebojnih odnosov, poštenja, potrpežljivosti, gradnje, karkoli hoče, delavnosti. Zato smo se znašli, naša generacija, ki zdaj smo se začeli starati, stopamo v penzijo, prvi baby boomeri po vojni. Zdaj bo pa vsako leto več. To je najštevilčnejša generacija, dvakrat več se nas je rodilo kot zdaj. Mi smo zahtevni. Vedno nam je dobro šlo, smo zahtevni. In je prav, da smo. Zdaj, ko se staramo, ko postajamo 50-60 plus, baby boomerji, pa vidimo, življenje ni želja. Življenje je na dveh nogah. Materialni standard, zdravje, ki daje zdravje več, podaljšuje življenje, za 1/3 živimo dlje, kot so naši dedje, in odnosi. In se tega zavedamo, zato zdaj po letu 2000, jaz sem vesel, da nisem umrl takrat, ko so mi pol pljuč odrezali leta 1974, da sem doživel to, kar je Dermota govoril, da sem doživel, kako bliskovito se začne razvijati znanje orodja, če že hočete, pralni stroji za gradnjo odnosov. Nekateri se bolj ukvarjajo z mislijo, na inštitutu se pa zelo ukvarjamo s tehnologijo, če že hočete, z orodji, s pripomočki, tako kot je industrija gradila pralne stroje, da je olajšala ženskam in moškim pranje, da nimajo vseh sklepov na rokah, revmatičnih že pri 50 letih, kot je večina žensk imela, pa skrivljena, a ne? Danes tega nima nobene več, tako rekoč, a ne? Tako je tudi za odnose in za lastno osebnost treba danes na temelju znanja, ki ga je že dovolj, o možganih in drugih, graditi orodja, pripomočke, kako naj se boljše razumeva, kako ravnati, kadar sva v dobrih odnosih, da ne bova padla, kako ravnati, kadar sva v slabih odnosih, da bo iz gnoja postalo gnojilo, kompost, kako ravnati to, se pravi, pralni stroji z navodili, to je treba graditi. In vse vedje, znanosti so danes pravzaprav pred veliko možnostjo, da pomagajo ljudem, tistim, ki želijo to, da bliskovito razvijamo pripomočke, orodje, veste, niso sveta stvar.
Vendar pa je srpski pregovor bez zalata nema zanata. Zato od želja po lepih odnosih samo glava boli. Če hočem lepe odnose graditi, če imam željo, hotenje, potem moram poiskati, če ga ni pa narediti pri pomoči orodje, da bom to dosegel. To je ta prispodoba o pralnem stroju z navodili in o medsebojnih odnosih, ki nima razvitih orodij, one tradicionalne, iz tistega časa, ko so ljudje živeli v družinah, kmečkih in obrtniških, 10-12 ljudi skupaj, 5krat na dan so skupaj jedli in tako naprej, skupaj so delali, skupaj se vzgajali, se ni bilo rožnato. So se glih tako med seboj tepli in klali in vsega zlomka je bilo, slabše kot danes. Vendar pa bila so orodja za medsebojne odnose, ki so v tisti družbi zdržala. Danes, ko pa večina družin enkrat na dan komaj skupaj je, a drži, mirno, brez nageljce, pa niti enkrat na teden večina družin, ne še ob nedeljah, ne, jih motijo telefoni in televizija in ostov stvari, a drži. Glejte, je pa treba nove metode, nova orodja. Se zato trudimo, recimo družina in življenje s skupinami. Za skupine, zakonske skupine sem globoko prepričan, da je to največja socialna inovacija 20. stoletja. Zakonske skupine so nastale v Franciji, med letom 45 in 50 so se rodile prve, lete in danes jih veliko. To zdaj sem slišal, da jih ima družina in življenje, ki si tukaj v Krškem, pri vas rodilo, a ne, so tukaj prisotni, Vilma, Dani in drugi, ki ste to delali, a ne, Tomaš. Danes jih je samo v tem društvu 222, čeprav vem, to so dvojka, lepa številka. Potrebujemo jih pa v Sloveniji 2222, nujno vsaj, da se bo poznalo, to je orodje, to je pralni stroj, ki ima in navodila, in obliko, in pripomoček za gradnjo odnosov. Sem na dolgo odgovarjal, ampak je težko odgovoriti na to, veste, ker vsi mislimo, da živimo v tradiciji. Vsi mislimo, da živimo v veliki družini, v počasnem življenju, kot je bilo 10 000 let, ki se 5krat na dan srečujemo pri obrokih. V resnici pa živimo v svetu, ki je popolnoma drugačen. Vendar pa, če je moj oče vozil po istih cestah s konji in z voli, pa ni naredil nobenega izpita, pa je varno vozil, včasih tudi prevarno voz. Se spomnim enkrat, zelo visoko naložen senom se je prevrnilo. Glejte, vsi mi sinovi njegovi, 3 in hčerka imamo izpite. Eden ima vse izpite za kamione, za vse, drugi pa imamo za avtomobile, motor ali karkoli že in vozimo cel življenje po istih cestah z navodili in z drugo tehnologijo. Ne z voli, ne s konji, ne s vozom naloženom, visoko senom, ampak s tovornjakom, s traktorjem, s osebnim avtomobilom. Tako je tudi v družini. Sprememba v odnosih je večja, kot je sprememba na cestah od voza do traktorja. To. Mislim, da je pokojni papež Janez Pavel II. Nekoč rekel, da je človek odnosno bitje, da je ustvarjen za odnose, iz odnosa za odnose. Zdaj pa zanimivo je, pri nas Slovencih imamo eno tako lepo besedo sreča. In če človeka vprašaš, kaj si želi, ali pa za novo leto si čestitamo, želim ti srečno, zdravo, srečno, ne? Kaj pravzaprav ta sreča je, po katerem si ljudje tako hrepenimo? Kaj je
to, da je ta sreča pri nas v Sloveniji, bi se reklo, zanimivo povezana z drugo besedico, ki ima isti koren, srečati, srečanje, ne, za kar je že pomembno, da sta dva, ne, in to že potrjuje, da smo ustvarjeni za odnose in da se v odnosih uresničujemo, potrjujemo, izpolnjujemo, nadgrajujemo, da nas odnosi praktično usrečujejo. Pa vendarle, še jaz to rekel, v trenutku, v katerem živimo, vladajo v svetu ene tri take splošne filozofije, ki oblikujejo naše odločitve oziroma našo moralno bazo, na podlagi katere se odločamo. Ena filozofija je individualizem, jaz, a ne, pa dolgo neč, pa spet jaz, pa mogoče še kdo, a ne, samo da je zame vse dobro, to je individualizem, a ne, drugo me ne briga, glavno, da sem jaz srečen, a ne. Potem druga taka filozofija je hedonizem, ne, užitek, ne, da le jaz uživam, mi imamo se fajn, če vam pravijo ali ne prav pesem, ne. Se pravi užitek nad vse in me nič ne briga, če se cel svet podre, samo da jaz uživam, ne. Tretja taka filozofija je pa minimalizem, to mi je bilo zanimivo. Minimalizem, kaj je tisto najmanj, kaj moram narediti, recimo, da bova midva srečna v najnih odnosu, jaz kot mož do moje žene, ali pa jaz kot oče do mojih otrok, ali pa jaz kot prebivalec te, bi se reklo, države, te države Slovenije. In te filozofije gotovo ne govorijo prid skupnosti ali prid temu, kar je pravzaprav tudi smisel te letošnje poslanice Socialne akademije, ne? Ki pravi, da pač je vprašanje, kako se vključujemo v neko skupnost, kako v njej rastemo in živimo. Hotel sem to reči, ne? Kaj pravzaprav narediti, da bi presekali te primeže, ki nas tako držijo in tako ukleščijo, ali je res to vprašanje vsakega posameznika, ali je spet vprašanje nepoučenosti, kaj je tisto, kar nas lahko potegne ven iz teh filozofij, ki nikakor ne prinašajo neke perspektivne bodočnosti, ampak nas odtujujejo najprej od samih sebe, potem seveda od svojih bližnjih, nas vlečejo iz družin, nas vlečejo iz lokalnih skupnosti, nas vlečejo iz raznih drugih stvari, a ne, to je vprašanje. Se sam na vse odgovoril, razen na to, kako ven iz tega. To pa ni odgovora, ker recimo zakonske skupine so pot, kako se iz tega pride, pa vsa orodja, vsi pravni stroji, ki se danes razvijajo recimo zadnjih 10-15 let. To, kar se pa rekel, se mi pa zdi zelo pomembno. Če vzamemo, da se človek od spočetja do smrti razvija in da se razvija človeštvo recimo 3 milijone let, ampak za zadnjih 10.000 po ledenitvi pa dobro vemo kako, potem to, kar si ti rekel, je odgovor na to. Najprej je skupnost. Vendar tista skupnost ni taka, kot govori letošnji socialni teden o njej skupnost oseb, ampak je, če že hočeš, masa. V tej masi je zmeraj bilo nekaj ljudi, ki so bili individualizirani, krave vodnice je ena od vaših rekla, a ne tam, zmeraj so bile neke krave vodnice, ampak tudi sloni imajo svojo vodnico, pa krdelo volkov ima tudi svojega vodjo, to pa pomeni, da ta zgodba z skupnostjo kot maso, ki ima po intuiciji nekega liderja, nekega alfa samca, ali karkoli že, a ne, je biološko v naravi. To smo prinesli že iz živalskega sveta, je v naših možganih in to je šlo. Tradicionalna družba je delovala tako, vendar je pa treba reči, da recimo vsaj tam pred 2500 leti se je v človeštvu začela en prodor na vseh kontinentih, recimo na Daljnem vzhodu, Lao Tse pa Konfucij, v Indiji je bil ta čas Buda, v naši tradiciji je bil to recimo Izaija, Sokrat, takrat je recimo babilonsko suženjstvo bilo Judov, ker je svetopismo bilo prvič napisano tako, kot ga mi imamo in od takrat se ni več ta razveza spreminjala. Pred 2500 leti, pa malo pozneje Sokrat, pa tako naprej drugi. Pa potem se je ta zgodba končala
teh velikih duhov, nekje kmalu v začetku našega štetja, takrat je pa zarjal človeške osebe. Osebe pa posameznik, enkraten in edinstven, vsak, s človeškim dostojanstvom, ki je nepreklicno, ki je Božje. Takrat so šele razumeli tisto, kar je pisalo, da je človek ustvarjen po Božji podobi. To se pravi kot oseba, enkraten in edinstven. Ali pa, če že hočeš, neponovljiv in nezamenljiv. Original. Original. Ne serija mravelj, koles. To je bil en premik tam, ki se vrti okrog rojstva Jezusa. 500 let nazaj, pa še malo naprej, tukaj je ta premik v razvoju človeštva, ki je zelo velik. Meni se zdi, da se zdaj spet en premik dela, ko pa ta stvar prehaja iz ene elite, iz tiste, kot je predaval gor, recimo iz tistih par procentov začetnih v eno množičnost, ene velike srednje vrednosti, se pravi, ko glavnina človeštva, ne samo razvitega sveta, Evropa, Severna Amerika, Japonska, Kitajska, Koreja, Avstralija, Indija, se zavedamo svojega dostojanstva, ampak cel svet, vse te selitve in razvoj se zaveda tega. To pa pomeni, da ta individualizem, ki je dosegel vrh prav zdajle, individualizem je zdaj tako na višku s potrošništvom in vse, istočasno je pa potrošništvo tudi ena največjih pomasovljenosti. Ni ta pomasovljenost manjša, kot je v suženjstvu bila. Pravzaprav nimamo več krave vodnice, ampak imamo reklamo vodnico. 1% kapitala nas vodi s kravo vodnico glavnina. Vendar pa je to na videz. V globini pa najbolj preprost človek v Afriki, na Madagaskarju, ki je na najbolj revnih držav, ker Peter Opeka dela, in v Sloveniji in v Aziji, vsak človek se danes toliko zaveda svojega dostojanstva pa svoje vrednosti, kot se en Konfucij, en Buda, en Izaija. Ma človeško dostojanstvo, tam je razvoj. To pa pomeni, če je nekoč nehalo zelo v masovnost, ki je bila skupnost, vendar pa v moči narave, instinkta, intuicije, kot je pri živalih, je zanehalo zdaj zadnjih 200 let, zlasti od 300 let, od racionalizma, razsvetljenstva, v individualizem, jaz, napihnen milni mehurček, zdaj po letu 2000, jaz to ne samo upam, ampak mi je skoraj jasno, gremo pa v elipso, v srečanje, kot se ne bo rekel. To pa pomeni, da moj individuum, jaz, kot oseba, ki vem, da sem enkraten, da imam marsikaj dobrega, pa imam svoje meje, da pravzaprav sem nič, sam, propadem takoj, sem odvisen od tebe. In ko se srečava, ti si pa enako človek z istim dostojanstvom, vendar z drugimi sposobnostmi, z drugimi omejitvami, in ko se med seboj srečata dve razlike v elipsi, je to srečanje, se razlike obrusijo, amortizirajo, kot kamni v reki. Dobre stvari pa bogatijo. Tvoja moč kompenzira, bogati mojo nemoč. Moja moč, ali karkoli že imam, nekaj imam, obogati to, kar tebe ti rabiš. To je pa srečanje, to je sreča, to je pa razvoj posameznika, identiteta, ki je individualna, osebna, vendar pa ne sama jaz, ampak midva, slovenščina ima midva za zakona, drži, pa tudi za prijateljevanje. Se midva ni samo v zakonu, tudi prijatelja. Prijateljevanje ljudi zdaj na nek način malo zanemarjamo, vendar so duhovi vedli,
ne samo Jezus, ki je prijateljeval z Janezom, ki mu na zadnji večeri na prsih slonel, pa nista bila Pedra, ne drugi, ampak sta bila prijatelja. Ali pa recimo v 16. stoletju je recimo Bacon napisal esej o prijateljstvu, ljudje, ki nimajo prijateljev, so ljudožrci lastnih src. Veš, kakšen stavek, a ne? Za prijatelje se je treba pa čas vzeti, se poveseliti, pa tudi kaj potrpeti. Pa tudi spet zraven čas vzeti, piti, jesti, čas vzeti. Vse troje. Tako da prijateljevanje, zakon, družina, to je pravzaprav srečanje. To je sreča. Je pa to trda zadeva. Je pa to trda zadeva, kot je brušenje kamna v reki, trda zadeva, kot je mletje zrnja v mlinu, v moko, trda zadeva. Tako da prijateljevanje, srečanje, odnos je pravzaprav izžita moka. In sicer ona zdrava, z otrobi v reki. A ne? Bio. Bravo. Vendar kljub temu, recimo, da si rekel, kako se sodobni človek vedno bolj v zadnjih rečemo 200 letih poskuša zavedati tega svojega dostojanstva, te svoje enkratnosti in neponovljivosti, da razpoznava, razbira, kdo je in kam pravzaprav gre, kaj pravzaprav pomeni njegov prispevek ali moj prispevek, tvoj prispevek k splošnemu dobremu. Se pravi, mi dva na nek način lahko vsak svojimi talenti in vsak svojimi darovanostmi, ki jih imava, prispevava k boljšemu jutri našega okolja, v katerem živimo. Se pravi, če pogledamo na generacije, ki so za nami, kaj jim bomo predali, kaj jim bomo izročili. A bo to še vrt Evrope, ko je nekdo rekel, da je Slovenija vrt Evrope, ali bo to smetišče Evrope. To je zelo pomembno. In ko smo pri nas zapisali, gradimo odnose, o čemer je sploh govora precej, gradimo odnose, gradnja, jaz vem, kaj pomeni en kvadr, pa vem, kaj pomeni 50 kil cementa. Dan so 25-kilski žakli, včas so bili 50-kilski, pa smo vsake roke enega nesli, pa smo bili frajerji, pa smo pa zboleli. Gradnja je pa vedno povezana z nekim naporom, z nekim odrekanjem, s trdim delom, z veliko komunikacije med tistimi, ki se lotijo neke gradnje, sploh če sta to mož in žena in gradita skupni dom. Se mi zdi, da današnji človek, se mi zdi, je pa ta minimalizem, kot sem rekel, ga je pa precej zaznamoval v tem smislu, da je tako ena taka čudna, bi rekel, čudna filozofija, s pritiskom na gumb se vse dobi. Že otroci mali, pa pej tja, pa daj tisto kartico noter v tisto avtomat, pa boš dobil denar. Enostavno se mi zdi, da danes, bi rekel, manjka tiste potrpežljivosti, tiste naravnanosti, da se s trudom, kot pravi pregovor, brez muja se še čevelj ne oboje, smo rekli včas, čič ne da nič, skratka, stojala pa malo, ja. Se pravi, kaj pravzaprav je tisto, kar bi mogoče vendarle lahko to, da ne bi bilo tu samo neka globoka želja, pa ponižna želja nas, ki tle govorimo, kaj bi pravzaprav lahko mi še naredili, da bi to zavest, recimo, med generacijo, bi rekel, tehle, kaj so že mobitelov na dotik, vendarle začelo se malo bolj ozaveščati, da je res za vsako delo se je treba potruditi, da je treba si čas vzeti, tudi za delo, ne samo za prijatelja, da vsako delo zahteva odrekanje, tega tudi smo več vajeni, odrekanja. Tudi papež Frančišek pravi, da v bistvu živimo v času odpadkov, ker če danes ne kupujemo več, recimo, ne šivamo več, rajš kupimo novo, to prenašamo tudi na odnose, zaradi tega so odnosi včasih tako skrhani in tako utojeni, ker pač živimo v tem času, ko je tudi to postalo kultura odpadkov. Kako pravzaprav to presekati, na kakšen način bi se reklo, kako se lahko usposobimo za gradnjo boljših
odnos. To vse drži, pogoj, da se bo to dogajalo recimo v zadnjem obdobju naše generacije, v starosti baby boom generacije, to se pravi tam nekje do leta 2050-60, ko bo naša generacija po vojni že umrla, potem pa naših otrok in vnukov, mislim, da je pogoj, to sem prepričan, taki so človeški možgani in taka je izkušnja zgodovine in je svetopismo tako, da je to, kar je Trstenjak rad govoril, Frankel, ki je bil pa alpinist, Frankel je bil alpinist, je plezal, kot recimo tako stopnjo, kot je severna Triglavska stena, slovenska smer, vendar je pa imel paničen strah pred višino. Je bil pilot jadralnega letala, pa je imel paničen strah pred višino, pravo fobijo pred višino. Leti pa jo je premagal zavestno, tako kot je preživel koncentracijsko taborišče, tako je tudi premagal svoj strah pred višino, tako da je sam avion pilotiral in je vsaj enkrat na 14 dni z ženo pa s hčerko so šli tukaj v Srednji Avstriji plezati o to. In Frankel je imel ob tej izkušnji rek, da pogorje se ne meri ne po planotah, ne po dolinah, kjer je megla, kjer štartaš, ampak po najvišjih vrhovih. Poslušajte, mi samo Triglav poznamo. Pa se je okrog Triglava, od Jalovca, Škrlatice in tako naprej, ali pa čist blizu Triglava, ne veliko nižje, a ne Rjavina, Kredarca in tako naprej. Pa poznamo samo Triglav. To pa pomeni, da v življenju, to, kar je Frankel rekel, v resnici merimo, doživljamo samo vrhove, najvišji domen. V medsebojnih odnosih, pa v usmerjenosti, v kateri si ti govoril, imamo pa oči povešene navzdol, pa doživljamo najnižje stvari. Najbolj se nam zapiči izkušnja grde besede v zakonu, enega in drugega, pa je pol tihi teden, pa je prepir, ali pa karkoli, koliko je tega, pa ločitve. Ločitev imamo dobro tretjino, a ne? Tisti, ki so malo bolj razviti, individualistično od nas v Evropi, pa v Ameriki imajo 50% partnerstev se loči. Glede, in vsi ti pravzaprav to svojo slabo izkušnjo, da odnos, ko so prišli skupaj svobodno in z velikim zaupanjem in željo po lepem odnosu, jim je verigo vrglo dol in so šli narazen, pa se imajo zelo grdo, ali pa ne, a ne. Vsi ti imajo to zato, ker so zgubili zaupanje. Upanje in zaupanje. Kdaj zgubimo upanje in zaupanje? Takrat, kadar ne merimo več pogorja po Triglavu, ampak ga merimo po ta prvem kuclu, ki je 2000 metrov, po Viševniku ali pa po Debeli peči. Debela peč je debela, ko je na orenkrejana zadeva, a ne, midva Ksenijo greva rada gor, če greva zjutraj, sva že popoldne nazaj v Ljubljani, tukaj na začetku nad Pokluko gor, lepa, 3 urce gor, 2 urce dol, pa je lep sprehod. Lede, ampak ni Triglav, nobeden ne pozna skoraj, ali pa Viševnika, ki z Nevštric, Debela peč ima večkrat čez 2000, Viševnik pa 2047 metrov, če se ne motim, ampak Triglav, ki je komaj 800 metrov višje od njiju. To pa pomeni, da če to paradigmo vzamemo, merodajni so lepe izkušnje, merodajne za razvoj zakona, družine, delovne tovaršije, skupnosti, krajevne, cerkvene, občinske, narodne, državne, evropske, so lepe izkušnje. Današnje, v
včerajšnje in predvčerajšnje. Ker samo na zavesti o Triglavu gremo na Debelo peč. In tam imaš Triglav ali pa Viševnik, imaš Triglav čez, ga lahko primeš z roko skoraj. Ni treba iti na Triglav vsak dan. Dovolj je na Debelo peč, kdaj podvajen, pa na Šmarno goro, ali pa tele gor na Bohor, ali pa recimo na Svetega Duha, na Veliki Trg. Je dovolj, če imaš pred sabo Mont Blanc, Mont Everest, Triglav. To pa pomeni, da ena stvar, ki je rešitev za naše zakone v tretjem življenjskem obdobju, tiste, ki se staramo in imamo otroke 18+, je pravzaprav svoje možgane mešati, kot marmelado. Če radi marmelado kuhate, veste, jo imam rad, slivovo sem včasih rad kuhal, glejte, slivovo marmelada lepo diši, ko jo kuhaš. Ma pa en klicaj, če tega ne delaš, smrdi. Moraš je skozi mešati. Če jo mešaš, lepo dišijo, slivi lepo dišijo, a ne če dalje lepše. Če pa ne mešaš, po 5 minutah začne smrdeti in potem še lonc težko oribaš, a nekaj čist, prižgano. Pa za meno rabo ni. Vidite, tako je z našimi možgani. V naših možganih so slabe izkušnje, so ti padci doline slabosti in so dobre izkušnje, so Triglavi. Če se usmerjamo na dobre izkušnje, potem gremo naprej, na Bohor, na Debelo peč in Triglav imamo pred očmi. Smo ga zmožni zmeraj usvojiti, kadar je treba. Če pa imamo pred očmi samo svoj kavč, ki se je rekel delovne navade, potem pa tudi na Svetega Duha na Veliki Trg ne bomo prišli, razen z avtom. Na Debelo peč se pa z avtom ne pride, je pa treba 2 ure hoditi. Ne bomo prišli. To pa pomeni, naši možgani so pa taki, kot slivova marmelada. Tisto, kar je vredno, lepo, dobro, to so slive, ne voda. Tisto pada na dno, ker ima težo, ker nekaj velja in težko pada na dno. Spodaj se pa prižge. Tako je z našimi dobrimi, lepimi izkušnjami. Padajo v našem spominu na tla, v pozabo. Tam jih pa slabe izkušnje prismodijo. In je vse slabo. Svet se podira, država se podira, Adrijo smo včeraj izgubili, včasih je luštno bilo, zdaj pa ne več tako, včasih smo vince pili, zdaj pa vodo in imamo potem himno. A ne? Novo, ne Prešernovo, živene vsi narodi. Ampak zdaj pa ne več tako, včasih ni tako. Vidite, to je nevarnost naše generacije, da ker nas tradicija več ne vodi k vrednotam, ne vera, ne tradicija večino ljudi, da bi gledali navzgor, na Triglav. Gledal pod Triglavom smo prepevali Nebal Bog. Vse je vihar požgal, narod pa zmeraj vstal. Gledal nad Triglavom Nebal Bog. To pesem smo peli, seveda iz 18. stoletja, od Ipavcev, čigava je. Lejte, to je bila tradicija. Tradicija je ljudi z vero vred sila v upanju, pogled navzgor. Zdaj nas pa to več ne sili. Zdaj pa je treba zavestno potruditi se, da imamo modrost kuharce, ki kuha marmelado. 3-krat na dan, če ne molimo, pa 3-krat na dan zmešamo možgane s kuhalnico, da zadišijo iz njih lepe izkušnje. Pa makar na 50 let, da se spomneva lepih izkušenj iz življenja. V zakonu pa lepa izkušnja zvečer vsaj na ženo. Ena lepa, danes, ki zadiši. Če pa nič ni, pa na včeraj. Če pa tudi na včeraj ni, ja potem pa pejva 40 let nazaj, takrat so pa tako zaljubljena, da takrat so pa same lepe izkušnje. Vidite, premešati možgane, da zadišijo ven lepe izkušnje
ker ob lepih izkušnjah se slabe izkušnje spreminjajo iz gnoja v gnojilo. Tisti, ki mislijo, jaz sem psihoterapeut, socioterapeut pravijo, dvakrat za specializacijo delal v tujini po 4 leta za komunikacijo družinsko, pa logoterapijo Franklovo. Vendar pa ne verjamem, da to obstaja. Obstaja samo usmeritev človeka, da začne graditi na svojih dobrih izkušnjah in da odpre oči za dobre izkušnje drugega, da se navdušuje nad dobrimi izkušnjami žene. Žena pa moža. To je psihoterapija, vsa, ki je možna. Kaj psihoterapeuti delajo drugega? Kot ljudi, malo kot inštruktori, usmerjajo ti. To pa je dobro, ne? Vidite, in človek začne gledati ne več na tisto, da mi je jezik pokazala, pa rekla, kakšen bedak sem, ampak na tisti vrhnje. In tako se topi slabo. Jaz sem prepričan, da ta pogoj, če se preusmirimo iz iskanja slabih izkušenj pri sebi, v družini, službi in družbi, v Triglav, v Vrhove, v marmelado, ki lepo diši, samo je treba mešati. Mešati treba pa skoraj skozi. To je pa delo, kot se rekel, ne? Potem se ni bati, ker bodo slabe izkušnje, individualizma, ekranov. Vete, ekranov se sploh ne bojim. Jaz gledam mlade, imam v družini, imam sin je računalničar, programer. In vidim mlade ljudi, jaz zelo zaupam mlade ljudi in sem prepričan, da so naredili že zdaj en velik korak v primerjavi z mano naprej v odnosu, v srečanju, ker oni gradijo na internetu. Internet pa pomeni medmrežje, srečanje v prostoru ene in druge informacije. Razumete, oni so z materinim mlekom pili ne več individualizem, ampak medmrežje. Vse so na videz individualisti, ki bulijo v ekran. To so poškodbe. Mrzka še, koliko je naša generacija zapite. In jih ve. Glejte, vedno je na svetu tragika. Bila je in bo. Ampak, če gledamo pa globalno, je pa gor Triglav. Mlada generacija gradi na odnosu, na medmrežju. Veste, kaj je medmrežje? To je prostor srečevanja informacij. Fizično, elektronsko. Mi se k temu racionalno silimo, oni pa s tem živijo. Tako da, pravzaprav, kot sem začel, upanje in zaupanje na temelju otipljivih dejstev. Evidence-based. Napreduje svet, za nas, za našo generacijo je pa važno, da se ne utopimo v jamranju in kritiziranju. Bravo. Zdaj, čist taka lušna tema, se jo vsi poznamo. Poslušajte, tisti, ki imate ure, jaz sledim, imam tole ni ure, to je za korak šli. Dajte začeti tako delati, ker takrat bomo vedeli, da je treba domov. Ja, tako, bravo. Pogledajte se uro vstava, rekli ste pa nijo. Vsaj na uro, da je začeti delati. Dobro, glej, poslušaj, Jože, takole bi rekel, skupnost, mi dva, je že skupnost, si prej rekel, mi dva v zakonu ali pa mi dva prijatelja. Skupnost je tudi to, da se takole družimo, takole srečamo, recimo, tudi to je skupnost, a ne skupnosti so naše zakonske skupine. Skupnost pa je tudi, recimo, naša dežela Slovenija. Zanimivo je to, da zdaj, recimo, ob teh velikih uspehih naših športnikov, ne bo to košarkarjev, kolesarjev, teh odbojkarjev, ne pa tudi individualnih, recimo, je nekaj zelo takih, bi rekel, zelo, plezanih, recimo, potem judo, pa boksarka tale, koja je že Ema Kozin, recimo, to je tako, se vidi, da imamo Slovenci v sebi potencial.
res potencial. Zdaj sem prebral danes, da je celo Drago Jančar, mislim, da bo kandidat za Nobelovo nagrado, spet je dobil neke prestižne naslove in tu, se pravi, v tej naši domovini je en potencial. Jaz bom rekel, gled, skozi stoletja smo obstali, skozi stoletja smo se obdržali, sredi velikih narodov, vse smo bili res 1000 let in ne vem koliko hlapci, bi rekel, je že rekel Cankar, pa vendarle smo se priborili ali smo prišli do tega, da smo tistega leta, da je že 2000, decembra 23. Na referendumu bili zelo, zelo enotni. 1990, se res, ja, točno, ja, se res. Bravo, ja, tako, imaš prav, hvala sin. In, se pravi, mi smo bili enotni. Zdaj se pa zdi, da je neka taka čudna prislovična razdeljenost med Slovenci, v kateri takrat nismo bili, se reklo, takrat nismo na to mislili, da bomo tako razdeljeni na naše pa vaše, tudi v tej poslanici, recimo, je lepo zapisano, da bi naj presegli to delitev, da bi naj presegli, ker je volja, tam je tudi pot. Se pravi, a je, misliš, recimo, v nas Slovencih dovolj volje za to, da v bistvu res na nek način zagrabimo te priložnosti, ki nam jih ponuja ta naša nadarjenost ali pa ta naša posebnost tega malega naroda, ki nas je za en predmestje enega, ne vem kaj, Meksika, Ciudad Meksika, ali pa za en blok v Kitajskem, ne vem, kjer je mesto. A je ta naša volja res, je v nas toliko volje in pripravljenosti, da bi presekali te delitve na naše, pa vaše, pa rdeče, pa črne, pa ne vem kakšne in tako naprej. Ali ni, ali kaj bi se dalo storiti, da bi ta volja vendar spet vzniknila, a nas mora kaj hudega zadeti ali kaj drugega? Če bi jaz vedel, kaj je zdravilo nocoj, abrakadabra, bi kandidiral, da bomo vsi enotni, potem bi pa jaz sam kandidiral za Nobelovo nagrado, sej ne bi dobil verjetno, ampak če bi nocoj imeli zdravilo, kako vse družine narediti skladne, kako narod slovenski narediti skladene, kako v katoliški cerkvi, ki recimo vidva pripadava, kako narediti preko en razvojni polet ob eni relativni enotnosti. Potem bi kandidiral za Nobelovo nagrado, pa mi ne bo treba, brez skrbi. Je pa ena zadeva pri maloštevilnih narodih, kot smo recimo mi, tisti, ki smo se obdržali in smo ohranili svojo kulturo, avtohtono in jezik, in mi smo ga, računajte, to tudi Jančar pravi včasih, pa vsi veliki kulturniki, pravzaprav, gledajte, slovenščina in slovenska kultura, slovenščina kot jezik spada med ene 3% jezikov na svetu, ene 3%, manj kot 5% od vseh jezikov na svetu, ki je najbolj zasigurana, da ne bo propadla. Ker jezik, ki nima tradicije, ukoreninjenosti, kot jo imamo mi, recimo od brežinskih spomenikov, od Bohoriča vašega in tako naprej, 500 let, 1000 let, 200 let od Prešerna, ti jeziki, ki nimajo slovnice, ki jim zdaj delajo slovnico tujci, kot Indijancem delal Baraga, naš Dolenco tukaj gore, ne Škocijane. In tako naprej. Glede, ti jeziki pa te kulture imajo v globaliziranem svetu res malo možnosti, da bodo v hitrem globaliziranem svetu, recimo v eni, 2 generacijah, se utrdile kot kultura z jezikom, z vsem, kar je treba. Mi to imamo. 3% jezikov je tako trdnih,
seveda boste rekli angleščina, kitajščina, ruščina. Kaj slovenščina proti njima? Kaj slovenščina proti 1,2 Kitajcem? Malo. Vendar pa vse, kar kitajščina ima kot kultura, ima tudi slovenščina. Pa tudi država smo. Imamo svoj glas. Ne še tako dolgo. Pa v mojega življenja nismo imeli svoje države. Zdaj jo pa imamo. To pa pomeni, da pravzaprav jaz govorim o Triglavu, o realnosti, da ne bi jamrali, kritizirali nad mrazom, ki vlada. Ne zgleda slabo, ne za narod, ne za državo, ne za jezik, ne za kulturo, ne za zdravje, za nič. Seveda, če s kolegico govoriva, kar se zadnje 15 let socialo dela, ali pa v čem drugim, so nižine. Ampak življenje pri posamezniku je nihajoče, med boleznijo in zdravjem, med srečo in nesrečo, med uspehom in neuspehom, med nemočjo in sprejemanjem pomoči. Življenje je nihajoče. To je Trstenjak vedno rekel. Tako da to je normalno in nad normalnostjo ne smemo in ne jamrati, ne obupovati. Je pa pri maloštevilnem narodu nekaj, to bi rekel, kar je Trstenjak, moj učitelj, zelo poudaril, tisti maloštevilni narod pa kultura, ki je preživel in ima vse razvite strukture, jezikovne, kulturne, kot jih imamo mi, je to zgradil na kvaliteti, na kakovosti, ne na količini. Če govori en jezik, 50 milijonov ljudi, 100 milijonov kot rusko, recimo, ne? Pa je to ena kultura, potem iz tiste množice vedno dobiš lahko košarkarjev oziroma odbojkašev vrhunskih, toliko in toliko ne treba nič se truditi. Če nas je pa 2 milijona, pa da iz 2 milijona dobiš eno košarkarsko ekipo, ki se poteguje za prvo, drugo, tretje mesto v evropskem kontekstu, z Rusijo, z vsemi drugimi, pa vidiš, da je to naša, pa je srpska, pa je tudi francoska, potem pa vidiš, da kakovost, kot je Trstenjak rekel, kakovost dela razvoj, samo da malo številni ne moramo imeti kontinuirane kakovosti na istem mestu, ampak zelo nihamo. Smo svetovni prvaki, lahko, ali pa kaj takega v košarki, zelo, vidiš, a ne premagamo Grke ali karkoli že bolj se drezimo, potem pa ne pridemo več v to. To pa pomeni, da moramo se prilagoditi malo številčnosti, gradimo na kvaliteti, kadar je okoliščine so, kadar jo Bog dal. Potem pa na tistem področju ni več, je pa dol, je pa zima huda, a ne? Takoj tudi v sožitju. Sožitje v Sloveniji 200 let gre navzdol, naši vaši. Ta stvar ni po osamosvojitvi zdaj je malo spet vzdrhtela, naši vaši, levi, desni. Ko sem jaz bil mlad, pa ti se še spomniš, je bila razredna diferenciacija, smo bili tudi eni naši, eni pa manj naši, drži. Tako je bila tudi diferenciacija, takrat se je reklo razredna diferenciacija, drži. Po liniji komunističnega socializma. Zdaj je po liniji pač kakršni že je, ne? Ker niti ne veš, kaj je ena druga. Pred drugo svetovno vojno, pa od Prešerna naprej, tam nekje od marčne revolucije, od Prešernove smrti naprej, je bila pa nazorska zelo močna. To je pa naša stran, desna zakrivila. Temu so naši praočetje, katoliški rekli, ločitev duhov. To so boleče stvari, ki so jih delali. Ko ljubljanski župan, ki je redno k maši hodil, pa ki je bil liberalc, velik župan, ki je za Ljubljano največ naredil, kupil sliko, oltarno, od enega največjih slikarjev, pa jo je prinesel za darilo za enostranski oltar v cerkev,
ga je župnik na vratih nazaj poslal po ulici, danes je ta slika v Narodni galeriji, je ni zavrgal, ampak to je ločitev duhov. Pa je bil pobožen človek, samo je bil liberalc. Liberalc pa je takrat pomenilo ne, da ni bil veren, ampak da je zelo na individualno svobodo veliko dal. Individualna svoboda je pa lastnost krščanstva, ne razsvetljenstva. Svet Pavel je napisal tam okrog leta 50 do 55 Galačanom, se pravi Galcem, trdobučnim, pomagajo azijski svoje skupnosti, svoboda, za svobodo nas je oprostil Kristus individualno. Neumni Galačani, kdo vas je osužil? Začeli se z Duhom, končujte pa s suženstvom, zdaj svobodo, da se dajete obrezati, recimo je šlo. In potem jim še bolj zabeli, se v prevodu tako, če ste se dali obrezati, dajte se pa še skopiti, bi rekel. Kastrirajte se 300 udirjev, če ste svobodo izgubili. Glejte, svoboda individualna človekova je pogoj za odgovornost. In zato, če je razsvetljenstvo, pa liberalci, če so svobodo individua nesli naprej, kot naš ljubljanski župan Tavčar, na prelomu stoletja, po potresu. Ta zadeva je zelo krščanska, ampak naši očetje so iz tega naredili veliko križarsko vojno, ker ni bilo več masovnega, tradicionalnega krščanstva. To pa pomeni, da naša desna stran, vi ste lahko zaradi mene kakor hočete, liberalci, ali karkoli hočete, levi, desni, jaz sem od prvega dne, isti dan, ki sem se rodil, so me krstili in te identitete pač nisem zgubil, ampak jo razvijam, ne po svoji zaslugi, Bog daj. Pri 25 letih mi je rešilo, da sem to identiteto ohranil, krščansko teze, ker to je gibanje, ki za danes dela dialog, ekumenizem. Mala pomlad cerkve, je rekel papež, vsi papeži po vrsti. Ko sem bil pa star 50 let, so pa otroci hoteli to teze, pa sem šel z njimi, sem rekel, ne grem. Ko so pa rekli, moraš iti, ker so druge družine hodile, sem rekel, šel pa računalnik, se bom živ pa knjige, ne bom se ničesar udeležil, ker jaz imam teze v takem lepem spominu, teze meni pomagal vero otroško, tradicionalno prenesti v zrela leta. Ne bi rad slabega vtisa dobil. Vsaka skupnost je pokvarljiva, Bog ve kakšne zdaj teze, v primerjavi se 30 let prej. Pa sem šel kot šofer, pa sem se udeleževal potem vsega, nisem računalnika vžgal in nobene knjige odprl. In ko smo imeli srečanje s tezejskim bratom, ki je za Slovence bil, pa je bilo 2 avtobusa slovenskih študentov, tako kot jaz pred 30 leti, sem rekel, ko sem na prehodu iz mladosti v srednja leta, je meni pomagal teze mojo tradicionalno krščansko identiteto razviti v odraslo, zrelo. Zdaj na pragu starih let, pred zadnjo tretjino življenja, sem pa spet malo v krizi, ker je pa treba to identiteto imeti pa za izpuščanje, ne več za grabljanje, drži, za razvoj, ampak za pojemanje. Anatagogika, bi rekel Pediček, ne več evolucijska pedagogika, ampak involucijska pedagogika sprejemanja izgub, pešanja, pojemanja. Mi je teze dal, sem rekel, več kot takrat. To pa pomeni, jaz imam to identiteto, zato ne morem iz druge identitete govoriti. Ne morem govoriti iz identitete nekrščanske ali pa kjerekoli. Vendar pa vsi v slovenskem prostoru, levi, desni, zeleni, rdeči, šekasti, kako že kol hočete, montafonske paske, vsi imamo eno možnost, tisto, ki sem je prej omenil, da je važna za našo baby boom generacijo, to pa pomeni, da iščemo drug pri drugem tisto, kar me navdušuje.
kar je pri drugem vrh. Potem se bomo učili, recimo tisti s krščansko identiteto, od nevernih. Oni pa od mene. Jaz delam celo življenje v sekulariziranem nevernem. Pa se dobro smo se razumeli. Super. Jože, hvala lepa. Glej, ura je že taka, da so mi že počali, že malo gledajo na uro, jaz sem že malo opazil, tako da bomo mi zdaj tole najno kramljanje končala. Zanimivo bi te, apostol Pavel bi te potem na koncu nekje povzel, pa bi rekel, vse, kar je dobro, a ne, vse preizkušajte in kar je dobro, ohranite, a ne. In to je meni tudi zanimiv stavek, se pravi, vse preizkušajte, kar je dobro, ohranite, tako da imamo drug drugemu kaj dobrega za ponuditi. Jaz mislim, da smo marsikaj lepega sva razdrla na nocojšnjem večeru. Zdaj, če imaš kdo kakšno vprašanje, bi bilo mogoče smiselno, da še kdo kaj vpraša, da ne bom sam jaz tlele, kakšna roka, kakšno vprašanje? Ta steni, ki so ga zdravi, niža, je bolj trabljali. Ja, no, sej. Gospoda, ki sva šla ob kavi gostili. Če bi pa vsi bi bilo pa bolj zanimivo. Bi bilo bolj zanimivo, če bi od začetka obrali, da bi bili vi pripovedovali svoje izkušnje, svoje mnenja. Pa jaz recimo en košček, 20 vas pa 20 drugih koščkov, obranil bi bilo bolj zanimivo, ampak stilski so ga obrala, je res bil klepet med nama. Ne zamirite nama, da sva